Nogometaši madridskega Reala so v finalu Lige prvakov premagali Juventus 4-1 in kot prvi v zgodovini tekmovanja ubranili evropski naslov. Junak finala je postal dvakratni strelec Cristiano Ronaldo. Poglejmo. Premoč Juventusa v prvem polčasu, a po spektakularnem golu Mandžukića s škaricami dovolj le za 1-1. V drugem delu pa odločnejši Real, z 2 goloma v 3 minutah je bila tekma odločena. Ronaldo je zabil svoj že 600. gol v karieri. To speak about myself, individual, I don't need to speak because the numbers, they don't lie. I'm very happy, amazing season again, we win trophies. And of course it's one of the best moments in my career. I have opportunity to say that every year. 39-letni Buffon, ki je bil premagan 4-krat, je finale tako izgubil še 3-tič, Juventus pa že 5-tič zapored. La vita va avanti e credo che di avere ancora un altro anno di contratto, per cui c'è sicuramente un'altra o ultima possibilità per me. Real je sezono sklenil s španskim in evropskim naslovom, Hrvat Modrić je bil obenem deležen še Čeferinovega objema. Tenemos que ser orgullosos lo que hemos hecho y lo que logramos y nada, disfrutar y celebrar. Esta temporada que es una de las mejores en historia de este club. Njihovi navijači so že proslavljali, tudi na razprodanem stadionu Santiago Bernabeu, finale so na njem spremljali na velikih zaslonih. Un espectáculo, en Madrid muchísimo mejor. Nato se je zabava preselila na madridske ulice. Najštevilčnejša množica je bila, kot je že v navadi, na trgu Cibeles. Sobre todo en la segunda parte y con ganar la duodécima y sobre todo 2 años consecutivos ganar la Champions, que eso es algo histórico. Navijači se bodo znova zbrali že nocoj, ko se v Madrid vrnejo nogometaši. Pripravljajo jim veliko parado. Zdaj, seveda se bo še dolgo govorilo o tej zgodovinski zmagi madridskega Reala v finalu Lige prvakov, ker je pač ta kraljevi klub prvič po 58 letu, po 58 letih hkrati osvojil španski in evropski pokal. Je bilo seveda slavje eno najbolj bučnih in množičnih, kar jih je videl Madrid. Zdaj mogoče, kako sta pa vidva doživela predvsem Ronalda, ne samo zaradi njegove nove pričeske, ampak predvsem zaradi izjemne predstave. Ja, Vlado, Ronaldo je že celo sezono, posebej zdaj v izločilnem delu, bil v zelo dobri formi v Ligi prvakov, zato ni presenečenje, da je tudi v finalu bil pač eden glavnih igralcev svoje ekipe in je pač imel enega pomembnih deležev pri tem, da so osvojili naslov oziroma zmagali to tekmo. Tisto, kar se je pa meni zdelo pač, bi rekel, presenetljivo pri tem finalu, je pa to, da je Juventus se postavil zelo ofenzivno, kar za njih ni značilno, ne. Oni so pač do zdaj vse tekme igrali bistveno bolj zaprto, tudi so prejeli najmanj golov od vseh ekip v Ligi prvakov, tako da me je presenetila ta njihova ofenzivna postavitev. V prvem polčasu so pač imeli nekaj uspeha s tem, so bili tudi v bistvu boljši, bi morali dati še kakšen gol, ampak v drugem polčasu so pa popolnoma padli, tako da mogoče ni iz trte izvita izjava ali pa napoved Zlatka Zahovića pred tem finalom, da je Juventus hkrati najtežji in najlažji nasprotnik za Real, najtežji zaradi kvalitete, najlažji pa zaradi luzerske mentalitete, ker so, mislim, da izgubili že peto finale. Tako da mene osebno je pač presenetila najbolj ta postavitev Juventusa in tukaj je treba priznati, da je pač trener Reala Zidane ta trenerski dvoboj z Allegrijem, trenerjem Juventusa, dobil. Kaj pa ti, Ivan, kot poznavalec nogometa, za koga si ti navijal, mogoče najprej? Torej, jaz sem prvo presenečen nad analizo, ki jo je izvedel Aljuš. To vsakič rečeš, ko imamo temo nogometa. Torej, samo pričakujem, na visokem nivoju. Da bo naslednjič prišel z licenco nogometnega trenerja. To pa ne, ni treba zdaj pretiravati, ampak nogomet vsi gledamo. On je v bistvu igralec nogometa, ne, čeprav... Ja, to sem slišal, ja. To pomeni, tekma je bila za mene, bom rekel, zelo lepa, fantastična, veliko zadetkov, Real Madrid je zmagal, s tem, da jaz ne bi
bom rekel, 5-kratno uvrstitev Juventusa v finale komentiral, da so 5-krat izgubili. Jaz bi povedal, da so se 5-krat uvrstili v finale, kajti uvrstiti finale Lige prvakov je zelo, bom rekel, velik dosežek in če to narediš 5-krat, je to mogoče še boljše, kot pa 2-krat zmagati. Ne? Tako da vsaka jim čas za to, kar jim uspeva. Normalno je pa torej Real Madrid je zelo dober, ima dobre igralce, Aljuš jih posebej spoštuje, sploh po letošnjem prvenstvu, tako da ker Aljuš navija za Barcelono namreč. Zaradi tega, tako da tudi meni je pri srcu bolj Barcelona kot Real Madrid, ampak Real Madrid veš kaj, Ivan, zdaj bodimo realni, ne? V sodniškem lobiju največ ti govoriš v Sloveniji, ne? Tako da jaz v španskem prvenstvu jaz nisem omenil niti z besede v današnji oddaji. Drugače sem pa hotel to reči, no, da se strinjam s tabo in pri meni je predvsem žal Buffona. Ne? On je sicer rekel, da bo imel drugo leto še eno priložnost, ampak nekako smo vsi neutralni, se pravi tisti, ki ne navijamo za Real ali pa za Juventus, jih je dosti reklo, da prvošči pač Buffonov, ker je imel res neverjetno kariero in je to še ena lovorika, ki mu še manjka. Koliko je star zdaj? 38? On je 39, pomeni, mislim, da je Dino Cof šel v pokoj, ki je bil nekaj čez 40, pomeni Buffon ima še leto dve časa, tako da jaz upam, da bo. Jaz bi prosil režijo, če nam lahko pokaže še stampedo, ki se je zgodil v Torinu, ne? Prav zaradi tega, ker je nekdo menda v bistvu iz heca ali rekel, da gre za nek napad, ker ob nekem poku, kjer je bilo poškodovanih 1500 ljudi, od tega, mislim, 5 ali 6 v kritičnem stanju. Če lahko pogledamo še tole, v bistvu, če nam lahko režija pokaže še v celoti ta posnetek. Siamo stati travolti anche noi dalla folla, siamo stati costretti ad allontanarci e a rientrare qui nella nostra posizione. Non siamo riusciti a capire ancora dalle forze dell'ordine cosa sia successo. Si parla ovviamente del cedimento anche di alcune transenne che tenevano le persone, ovviamente nella foga, nella paura di scappare da questo punto travolgevano tutto e tutti. Vedete che adesso nella piazza la gente si sta allontanando con calma, non c'è più panico, però per 3-4 volte ci sono state delle ondate violente in un senso e in un altro. Qui erano oltre 20.000, c'erano persone anche sui monumenti, sui lampioni, c'erano persone lontano. Se upravičujem naprej zaradi tega, ker pač ni prevoda, ampak hoteli smo pokazati ta incident, do katerega je prišlo na trgu Piazza San Carlo, kjer si je tekmo v Cardiffu ogledalo okoli 30.000 ljudi. Malo po tretjem golu madridskega Reala v 64 minuti so navijači namreč začeli množično zapuščati prizorišče, teči s trga, številni med njimi pa so v tem padli ali pa so jih zbili na tla oziroma poteptali. Do tega naj bi prišlo, kot pravi vodja turinske policije, ker je nekdo znotraj množice sprožil baklo. Nekateri mediji so poročali, da je nekdo v šali začel piti bomba. Lastnik časnika La Stampa pa poroča, da je eden izmed razlogov za stampedo lahko tudi podrta ograja, ko so pač navijači začeli množično zapuščati trg. Mogoče, Ivan, kaj praviš na tak incident, ki bi se lahko končal še dosti bolj tragično? Torej, to je prav gotovo tragedija, že to, kar se je zgodilo, je tragedija, na srečo zaenkrat. Brez smrtnih žrtev. Brez smrtnih žrtev, bog se rekel, 5 huje poškodovanih. Normalno, jaz sem slišal po četrto varianto, da je počela petarda ali karkoli. Torej, jaz pravim, da v taki množici pirotehnična sredstva nimajo kaj početi in vsak, ki se tega loti, se mora zavedati, da lahko povzroči določeno paniko in vsi vemo, kaj se v taki paniki lahko zgodi, ko začnejo ljudje padati, drugi hoditi čez njih in jaz upam, da bo policija na podlagi posnetkov ugotovila, kdo je to vse storil, da ga bodo tudi obsodili in podobno velja tudi na nogometnih stadionih, ki so polni, recimo pri nas še niso tako polni, ko se uporabljajo ta pirotehnična sredstva kar počez, postala je kar moda. Enostavno bi morali začeti razmišljati, da se takim
takim ljudem, tam, kjer imajo kamere, da se jim enostavno prepove vstop na naslednjo tekmo. Zdaj 7 ljudi, v bistvu ne, mislim, 7 ljudi je bilo huje poškodovanih, v bistvu, ampak 1500 poškodovanih je pa velika številka. Ja, jaz mislim, bila je tudi zelo velika množica na zelo oskem prostoru. Kot smo videli, ljudje so začeli v paniki bežati na vse strani. Sreča v nesreči je mogoče to, da je očitno res šlo za čisto provokacijo, ne. Skoraj si ne upam pomisliti, kaj bi se zgodilo, če bi recimo, kot če se spomnite na lanskem evropskem prvenstvu v Franciji, ne, ko so hrvaški navijači tiste tako imenovane topniške udare sprožili na tribuni, če bi kaj takega recimo eksplodirali tukaj na tem trgu, se mi zdi, da bi bila še hujša katastrofa in da bi ziher prišlo tudi do smrtnih žrtev, ker bi bila panika še večja. Ja. Tako da se strinjam z Ivanom, da je treba imeti ničelno toleranco do teh pojavov. To je bil praznik nogometa v soboto zvečer in res škoda je, da je za en tak velik del navijačev ga nekdo neodgovoren ga pokvaril na tak način. Je pa zanimivo, ne, da je prav na finalu tega evropskega pokala leta 1985 v Bruslu med Juventusom in Liverpoolom življenje izgubilo 39 ljudi, ko so navijači pritisnili ob zid. Na srečo se Hesl ni pojavil v soboto, hvala Bogu. Dobro, jaz bi se vam na tej točki seveda upam, da vseeno, da sta uživala ob sobotni tekmi, ne, in da ste gledalci, predvsem, da ste uživali. Vama bi se zahvalil za sodelovanje na nocojšnji oddaji VV Faktor, za vajine komentarje. Vam pa, spoštovane gledalke in gledalci, hvala, ker ste bili nocoj z nami. Vidimo se zopet jutri, do takrat pa, kot že veste, resnica boli, komentarje še bolj in ni vseeno, kdo kaj reče. Lahko noč.